In ni nujno pravzaprav, da takšen prepir kaže na bolezen. Kdaj ste vi to spoznali, da to niso običajni prepiri in zagate? Ja, res, tale odlomek bi lahko, oziroma se verjetno odigra tudi v vsaki družini brez dementnega človeka. V družini, ki opisuje knjiga, to je Mančina družina, je pa to prihajalo postopoma do Mance. In sicer, ko se Manca ob koncih tedna odpravlja obiskovati svoja starša na deželo, so vedno pogostejši trenutki, ko je Cirila, Mančina mama v knjigi, ko Cirila reagira tako, kot prej ni. Ko se začne drugače obnašati, ko postane jezna na stvari, ki jih počne Manca, predvsem Manca, manj, ki jih počneta vnukini, in jo začne to motiti, vidi kot napad nase, kot kritiko njenega dela. In tukaj se je Manca začela spraševati, kaj se vendar dogaja v mamini glavi. Pa vendar je to v pogovoru z možem, svojim očetom, v knjigi opisanim kot Ivanom, velikokrat kar pozabila na to, zamahala z roko, ker so bile odgovori taki, da je pač to je del staranja. Slišali smo tudi, da je star človek postaja nestrpen, včasih so rekli celo star človek je žleht, pa pač tako reagira. Tako da je to bilo ena posledica, Manci se je zdelo to ena posledica staranja, pa vendar, če zdaj za nazaj pomislim, je to bilo tudi ena posledica enega odnosa med mamo in hčerko, ki ni bil vedno tako ljubeč, tako idealen. In tudi mogoče iz tega je potem tudi Manca nekako včasih zamahala z roko pa rekla, tako pač mora biti, to je pač del staranja. Mislim, da moramo ob tem povedati, da gre za resnično zgodbo, da je to vaša zgodba vaše družine, ne? Ni ena izmišljena fiktivna zgodba. Ja, tako je. To je naša zgodba, zgodba moje mame, očeta, seveda moja zgodba, mojih hčerk, v knjigi opisane kot Nataša in Nuša, v resničnem življenju kot Maja in Nataša in mojega moža Mirkota. Zakaj pa ste čutili potrebo po tem, da svojo družinsko zgodbo zlijete na papir? Ja, to je bilo pa tako, da ni bilo tako mišljeno nikoli, da bi se ta knjiga napisala. Že življenje napisalo dosti težko zgodbo. Potem pa je prišlo neko povabilo in v tistem trenutku, ko je bilo to povabilo izrečeno, je bilo meni jasno, da ta knjiga se mora napisati. Pisala se je potem ta knjiga, ko je bila moja mama že v domu. In v momentu mi je postalo jasno, da je bilo tudi mogoče moje soočenje s to boleznijo v moji družini, z mojo mamo, veliko lažje, če bi jaz lahko o tem prebrala kakšno pričevanje. Pa takrat tega ni bilo, bilo je takrat iz film Beležnica, ki tudi govori o odnosu bolne, dementne žene in njenega moža. Drugega pa ni bilo, bilo je pa veliko strokovne literature, s tisto sem se takrat nekako soočala. Kako ste pa, vi skozi knjigo lepo postopoma opisujete, bolezni najprej niste takoj prepoznali, ne? Je trajalo kar nekaj časa. Ja, res, kot sem že prej rekla, spremembe, ki se začnejo, sploh ne moš pripisati se mi z začetku kakršnemu okoli bolezenskemu stanju. Tudi Manca jih v knjigi ni pripisovala temu, se pravi, rekla sem, mama je bila sitna včasih pa zelo dobre volje, hvaležna, prijazna, nežna, vse je bila taka mama, kot je bila prejšnja moja mama, ne, pa Mančina mama. In se vedno pogosteje začnejo pojavljati te situacije, ki Manco vznemirjajo. Vznemirjajo tudi Cirilinega moža Ivana, oziroma mojega očeta v resničnem življenju. On živi stalno z
svojo ženo in še pogosteje to pri njej opaža te bolezenske spremembe. Seveda je tudi Ivan to na nek način sporoča Manci, čeprav ko Manca reče, nekaj bo treba narediti, mogoče je morati mama zdravniku, se Ivan to odločno postavi v branje in reče, ne, se je v redu, rabo je nekoga, da bi koga lahko potožil v tej situaciji. No in potem skozi knjigo tudi pride do tega, da je opisano tudi do tega, da prihajajo težje situacije. Ena izmed tistih, ki je mogoče tudi Manco, potem pa res mogoče malo močnejši alarm je bil to, ko mi je oče pripovedoval, oziroma Ivan je pripovedoval Manci, kako so šli na eno restauracijo, za družbo na kosilo in Cirila več ne zna pojesti ribe. In reče družba, vendar pojej ribo, ne more jesti, ona ne more jesti, ker so noter kosti. Je kako reče Ivan, si vendar prejšnji teden pojedla ribo. Ne more jesti ribe, ker so noter kosti in takrat Cirila več ne ve, kako se riba loči od kosti. To je mogoče tista res alarm tudi za Manco in za Ivana, da vendar je treba zadevo pogledati z druge plati. Čeprav je bilo potem še vedno dosti zanikanja. Manca se skozi sooča z zanikanjem tega sprejetja, te bolezni, tudi svojim in tudi z Ivanovim. Tudi večkrat pridejo ti občutki krivde, ko se kregata, ne? Ja, Manca se svojo mamo vedno pogosteje prepira, počuti se tudi sama nerazumljena, ogrožena od svoje mame. Zdi se ji, kot da jo mama ne mara več. Lahko recimo rečem, tega ni opisano v knjigi, en trenutek, ko sva midve z mamo v kuhinji, je mama vrgla recimo tetrapak od mleka čez okno. In sem rekla, zakaj pa mami to delaš? Reče, si boš šla ti pobrati. To so te trenutki, ti momenti, ki bolijo in posebej še bolijo, dokler ne veš, da je človek bolan in da to prihaja iz njegove bolezni, ne pa iz njegove hudobije ali kakršnekoli prevoščljivosti, da bi nekomu kaj škodila. Nagajivosti, ja. Aljaž, lahko prosim še z eno odlomek?